In za konec oddaje še na zrak. Če imamo za vrt na voljo manjšo površino, je dobra zasnova toliko pomembnejša. Zanimivo rešitev smo odkrili v Ljubljani ob mogočni novi hiši, ki smo jo to pomlad že predstavili v ambientih. Posebnost vrta, ki se razprostira na barjanskih tleh, je ta, da je z različnimi strukturami, odtenki zelenja in premišljeno geometrijo pridobil izrazit karakter. Živjo, Tomaž. Živjo, lep pozdrav. Smo na majhnem vrtu ob mogočni novi hiši. Zanima me, kdaj so vas lastniki povabili k sodelovanju in kaj točno je bila vaša naloga tukaj? Ja, lastniki so mi povabili k sodelovanju nekje na sredini gradnje hiše. Hiša je delo Sono arhitektov, tako da oni so me nekako priporočili lastnikom hiše. Ko sem prišel, je bilo tukaj klasično gradbišče, kaos gradbišča, tako da ni bilo prav veliko videti, ampak seveda bil je velik izziv, da to uredimo tako, kot je treba, še posebej, ker je hiša in objekt je z odlično arhitekturo. Same zelene površine pa niso prav velike, tako da bil je kar dober izziv. Vrt, ki obdaja hišo v obliki črke U, meri zgolj 245 kvadratnih metrov. Ob stavbi so še široki dovoz in tlakovane površine. Da bi zunanjemu prostoru podaril izraznost, je oblikovalec skrbno začrtal geometrijske vzorce gredic, potk in drugih površin. Je pa zanimivo tudi to, da je geometrija vrta nekako pod kotom glede na geometrijo hiše. Tako da se s tem malo od njega loči, hkrati pa se tudi ta ozek, dolg prostor se nekako razširi s tem pristopom. Vrtna zgodba tukaj se začne že z ograjo, potem pa stopimo na dvorišče in imamo 2 stopnici, nato pa že dvignemo nivo, ne samo nivo vrta, pač pa tudi nivo bivanja. Kako poteka zgodba dalje? Zdaj, ko stopimo čez ta vhodna vrata, čez 2 stopnic, nas pričaka zasaditveni toček z rastlinami, ki nekako uspevajo v senci, polsenci, z rastlinami, ki imajo nekako prisotnost in zanimivost skozi celo leto, kajti vhodna pot in hotele predel, kjer je frekvenca gibanja in opazovanja okolice največja. Recimo imamo drencvetnik, ki cveti ravno v tem času. Potem od trajnic imamo hoste, hojhere, imamo tudi okrasne trave, perjenke, ki so zanimive jeseni. Potem imamo tele forme tis, okrogle forme, katere držijo neko strukturo skozi celo leto. To je namesto pušpanov, ki smo jih nekoč uporabljali več. To je namesto pušpanov, tisa je čudovit nadomestek pušpana. Stopamo zdaj od predvrta ob robu hiše, ki je stranica hiše med cesto. Imamo zasaditve lovorikovcev, zasaditve trav perjank. Tukaj gre predvsem za neko funkcionalno zasaditev, kjer ta lovorikovc dela zastor med cesto in hišo. Potem pridemo v ta glavni del vrta, ki vsebuje obširno trato, vsebuje peščeni otoček, kateri je kot neka pokrajina v malem z večdebelnimi brezami, spet kroglastimi tisami, predelom, kjer se lahko usedemo, tudi predelom, kjer imamo ognjišče. Tako da vse to je nekako deluje kot neka pokrajina v malem. To je tudi en izmed značinov, da sem ta vrt nekako mu dal nek svoj karakter, neko protiutež zgradbi. Potem ob robovih parcele imamo 3 sklope zimzelenih rastlin, 2 tipa lovorikovcev in pa futinijo. Če gremo potem naprej v te pokrajine v malem, imamo malo širši predel trate, ki je nasproti glavne spalnice in tudi terase pred to spalnico, kjer je tudi še en zelen otoček. Imamo potem pa še zasaditev trave miskantov, baklaste lilije in tak zanimiv povešavi beli gaver, povešavo formo. Na mestu, kjer se zaključi okrasni prostor, se začne estetsko oblikovan pridelovalni vrt z visokimi gredami in nasadom malin. Visoke grede na tem vrtu me spominjajo na čolničke ali pa na kakšne ladice in me zanima, zakaj so nastale prav takšne in ali bi lahko mogoče z njimi tudi odpluli kam po kakšni reki do morja. V bistvu so te visoke grede, njihov dizajn, od lastnikov. Ideja lastnikov, ja. Oni so mizarji in dobro vedo, najbrž, ko delaš kuhinjo, da mora biti spodaj malo prostora, da lahko stopiš čim bližje. Tako da tukaj so tudi po tem principu naredili. Ja, te jadra kot so pa čisto tudi zelo
praktična zadeva. Spomladi jih lahko pod temi pokrovi z umetne mase posejemo s solato, mogoče že januarja, februarja, imamo neke vrste toplo gredo. Poletje pa to lahko tudi dobra zaščita pred točo in podobno. Kljub posebni obliki ni nevarnosti, da bi visoke grede kamorkoli zaplule ali se nagnile, saj so umeščene na pilotirane betonske plošče, ki jim zagotavljajo trdno sidrišče. Svojevrsten pečat vrtu daje tudi zastirka, ki je od trate ločena z aluminijastimi robniki. Za zastiranje sta uporabljena lubni dekor iz pinje in savski prodec v 2 različnih granulacijah, s čimer so nakazana tudi različna območja dogajanja v zunanjem prostoru. Koliko vzdrževanja potrebuje tak zeleni prostor? V tem vrtu sicer se zelo veliko dogaja, ampak je vzdrževanja relativno zelo malo. Trata potrebuje gnojenje 2-krat na leto, mogoče zračenje, za ostalo poskrbi robotska kosilnica. Vse te zasaditve, ki so pokrite s procem ljubjem, imajo spodaj tudi protiplevno vlaknino, tako da pletje plevela v bistvu skoraj ni. 2-krat na leto moramo postriči lovorikovic, fotinje in pa te kroglaste tise. Malo moramo striči cvetove trajnic, pa jeseni moramo do tal porezati okrasne trave. Tako da, če pride profesionalen vrtnar 2 do 3 na leto to postoriti in pa seveda, da kontrolira še namakalne sisteme, potem za stranko ne ostane skoraj nobenega dela in lahko v vrtu predvsem uživa.